Se prav lepo pozdravljeni, še v mojem imenu. Sem Martin Valinger Sluga in sem, kot je omenil Taj, doktorski kandidat in mladi raziskovalec na Fakulteti za arhitekturo. Zdaj, pred nekaj tedni sem v bistvu po priporočilu enega izmed kolegov iz fakultete se odločil v bistvu sprejeti povabilo Mednarodne poletne šole in pripraviti v bistvu to predavanje, ki je danes pred vami. Zdaj, tema mogoče je bila nekako že določena naprej, tako da priprava tega predavanja, kljub temu, da imamo v bistvu neke osebne izkušnje pri recimo mogoče bolj praktičnem udejstvovanju v tem kontekstu, ni bila lih najlažji zalogaj. Ob tem je tudi, kakor je Taj omenil, moj raziskovalni fokus, trenutno pač drugje, na pristaniških mestih, sem pa skušal določena v bistvu predvsem teoretska dognanja nekako umestiti v bistvu tudi v to predavanje. No, tako da v relativno hitrem času sem potem recikliral nekaj starega materiala iz študijskih let in kot sem omenil, v bistvu tudi nekako dodal določene izkušnje in znanje, ki sem jih pridobil kot del določenih samoorganiziranih skupin ali pa recimo temu aktivističnih prizadevanj za bolj demokratičen, pravičen, vzdržen razvoj, predvsem mesta Ljubljane. Zaradi vseh teh razlogov si bom pri današnjem predavanju pomagal v bistvu svojimi zapiski. Želim si v bistvu, da bo predavanje kar se da tekoče in razumljivo. Torej, predavanje z naslovom, ki ga vidite pred sabo, nekako bom skušal razložiti oziroma predstaviti skozi prizmo konceptualnega okvira urbane prožnosti in pa skupnih mestnih dobrin oziroma urban commons v angleščini in v bistvu preko tega konceptualnega okvirja nekako razložiti transformacijsko oziroma preobrazbeno dinamiko razvoja Ljubljane od druge svetovne vojne naprej. To obdobje sem nekako razdelil na 3 ne zares enako dolga podobdobja, ampak za vsako izmed teh podobdobij je nekako značilen nek svoj pristop k načrtovanju in upravljanju mesta, ki je v bistvu posledično rezultiral tudi v zelo specifičnih urbanih transformacijah. Skušal bom predvsem razložiti v bistvu, kako in zakaj smo prišli nekako do točke, ko so javni odprti prostori in pa razni skupnosti prostori v ljubljanskih soseskah danes postali v bistvu predvsem nek političen ali pa tudi političen teren, kjer se v bistvu različni javni, zasebni in skupnostni interesi v bistvu in tudi različne agende med seboj nekako krešejo in prepletajo na en zelo zanimiv in nenavaden način. Skušal bom razložiti tudi, zakaj so določeni mestni predeli, ki so zelo značilni za Ljubljano in so bili zgrajeni v bistvu pred več kot 50 leti, še vedno en primer nekako prostora ali urbanega okoliša, ki nudi zelo visoko kakovost bivanja, kljub temu, da v bistvu so bili te prostori ali pa te predeli mestni v vsaki izmed teh razloženih obdobij podvrženi precej velikim urbanim transformacijam. Za začetek bi vam lahko samo predstavil oziroma pač omenil nek širši konceptualni okvir. Se pravi, pač vemo, da sodobna mesta se danes soočajo z večplastnimi izzivi, ki so posledica raznoraznih tehnoloških, podnebnih, demografskih sprememb, pa tudi v bistvu demografskih in migracijskih trendov. In v bistvu na kakšen način danes v bistvu te trendi in spremembe vplivajo na urbana območja, je ponavadi odvisno od nekih lokalnih, geografskih, družbenih in kulturnih in ostalih značilnosti nekega prostora. Odvisno pa je tudi v bistvu od upravljanja raznolikih pojavov in procesov, preko katere se v bistvu te spremembe oziroma trendi v prostoru sploh izražajo. Zdaj neko slabo razumevanje teh procesov, odsotnost ustreznih politik, ki bi te procese ustrezno nastavljali, pomanjkanje skupnih vrednot in neke vizije prostorskega razvoja, pa tudi mogoče neka neenakovredna razmerja moči med različnimi deležniki, mesta pogosto ovirajo pri tem, da se nekako učinkovito in ustrezno soočajo z
s temi urbanimi transformacijami, kar lahko vodi v različne negativne procese in pojave, kot so nedostopnost stanovanj, onesnaževanje okolja, krčenje zelenih površin, povečevanje družbenih neenakosti in tako naprej. Zdaj neka sposobnost sistemov, na splošno sistemov, da se ustrezno odzovejo na raznorazne izzive, v teoriji načeloma opredeljujemo kot odpornost, oziroma jaz v slovenščini raje uporabljam izraz prožnost, ker se mi zdi, da nekako bolje naslavlja ali pa bolje razlaga moje razumevanje tega koncepta v angleščini resilience. V osnovi načeloma ločimo med tremi teorijami nekako prožnostnega razmišljanja, recimo temu, v kontekstu sodobnih mest pa je v bistvu najbolj ustrezno to socioekološko oziroma evolucijsko ali pa razvojno razumevanje prožnosti. V nasprotju z inženirskim in ekološkim razumevanjem prožnosti, ki v bistvu ta evolucijsko razumevanje prožnosti ne vključuje zgolj neke preživetvene sposobnosti raznih sistemov, ampak v bistvu, da so te sistemi tudi zmožni neke prilagoditve na dlje trajajoče in ponavljajoče se motnje oziroma strese. Ukolikor pa pač stanje postane nevzdržno, ne bi se bil sistem sposoben v bistvu tudi preobraziti in postati nekaj popolnoma novega. V urbanistični teoriji in praksi, ki me še posebej zanima, se načeloma uporablja termin urbane prožnosti. In tudi tukaj lahko v zadnjih letih nekako opažamo odmik od tega inženirskega, tehničnega razumevanja prožnosti, ki naj bi v praksi vodil v politično-konzervativne rešitve, ki v bistvu ne naslavljajo teh izvirnih strukturnih problemov, ki so pogosto dejansko izvorni vzrok neprožnosti urbanih sistemov. In po drugi strani razvojno razumevanje urbane prožnosti opredeljuje tudi nek urbani razvoj, ki je v bistvu dinamičen ali pa celo cikličen v nekaterih primerih proces, ki ga sestavljajo različne faze rasti in zatona. V tem smislu urbana prožnost postane v bistvu sposobnost različnih urbanih sistemov, tako infrastrukturnih, tehničnih, družbenih in ekoloških, da se v bistvu odzovejo na različne načine, odvisno od tega, kaj nek dogodek, neka faza, nek razvojni cikel v tistem obdobju zahteva, recimo temu. Zdaj, medtem ko je sposobnost neke vztrajnosti ali pa odpornosti bolj primerna za oblikovanje nekih kratkoročnih odzivov na šoke in strese, ne bi v srednjeročnih ciljih zasledovali predvsem postopno prilagajanje na strese, v dolgoročnih strategijah pa ne bi s pomočjo prožnostnega razmišljanja bili sposobni tudi nasloviti neke dlje trajajoče negativne trende. Pri preučevanju in prenosu pojma prožnosti v prakso je ključno tudi neko kritično ovrednotenje razlogov, ciljev in pričakovanih vplivov predvsem prožnosti. Se pravi, pomembno je razumeti, zakaj se prožnost sploh spodbuja, kdo te ukrepe usmerja, kdo so dejanski naslovniki teh ukrepov in tako naprej. Prav tako pa se moramo zavedati tudi v bistvu, da ima prožnost lahko tudi negativne lastnosti in posledice, ter da ni enako koristna, ni nujno enako koristna v bistvu za vse. Zdaj neko to kritično razumevanje koncepta razvojno urbane prožnosti, ki ga v bistvu zasledujem tudi v svojem raziskovanju, teži k neki rekonceptualizaciji tradicionalnih urbanističnih pristopov in predvideva v bistvu nek nov način razmišljanja o odnosu med prostorom, družbo in okoljem. Zdaj, največji potencial za povečanje prožnosti ne bi bil predvsem v opolnomočevanju lokalnih akterjev. To mora sloneti predvsem na izboljševanju njihovih nekih učnih sposobnosti, se pravi neke emancipacije recimo, njihove sposobnosti sooblikovanja nekih prilagodljivejših rešitev za različne situacije, pa tudi v bistvu razumevanje različnih realnih časovnih okvirjev in različnih nivojev političnega upravljanja recimo. Simin Davoudi, ki nekako predlaga tako imenovano rešitev recimo ali pa v obliki prilagoditvenega oziroma načrtovanja oziroma adaptive planninga, ki temelji v bistvu na relacijskem razumevanju prostora kot družbeno in kulturno pogojenega. Na ta način v bistvu se osredotoča na podporo vzpostavljanja nekih sodelovalnih in inovativnih pristopov v praksi,
ki so v bistvu sposobni vključevati večje število zelo raznolikih deležnikov. Drugi del tega konceptualnega okvirja pa sem skušal v bistvu gledati tudi nekako samo temo commons oziroma skupnih dobrin, ki se je, kakor sem razumel, ena izmed osrednjih tematskih okvirjev letošnje konference. In nekako v kontekstu sodobnih mest je eden izmed ključnih dejavnikov, ki določajo dejansko prožnost nekega sistema, tudi razpoložljivost in kakovost načrtovanja in upravljanja v bistvu skupnih mestnih dobrin. Zdaj, koncepta skupnih dobrin, se pravi splošno commons, ki ga je, kot veste, verjetno razvila Elinor Ostrom, na tem mestu mogoče ne bi podrobneje opisoval. Kar pa je v bistvu tukaj potrebno povedati, je predvsem to, da je ona v svojem delu pogosto poudarjala koncept kolektivnega delovanja, kjer se skupine nekako prostovoljno organizirajo za bolj učinkovito upravljanje skupnih virov, kar ne bi v bistvu zagotavljalo tudi neko njihovo bolj pravično rabo. Zdaj, teorija skupnih dobrin, kot veste, verjetno zagovarja nek večplastni pristop k njihovemu upravljanju, kjer v bistvu več deležnikov sodeluje in si deli upravljalske odgovornosti, ki so v bistvu prilagojene nekemu specifičnemu socialnemu in ekonomskemu kontekstu tega vira, s katerim se upravlja. Tako da, po mojem, v bistvu obstajajo določene vzporednice med obema tema konceptoma in sta se mi zdela v bistvu za to predavanje precej ustrezna. Rad bi mogoče kot zaključek tega uvodnega dela omenil še skupne mestne dobrine oziroma urban commons, se pravi razni urbanistični in planerski teoretiki so potem te teorije Ostrom skušali razumeti predvsem v kontekstu urbanih okolij in so nekako oblikovali koncept skupnih mestnih dobrin oziroma urban commons, ki se nanašajo v bistvu na skupne vire v mestih, kot so parki, trgi, drugi javni prostori, skupnosti, vrtovi in tako naprej. Se pravi neki prostori, ki jih neka skupnost v mestu uporablja in upravlja kolektivno. Koncept urbanih skupnih dobrin nekako poudarja predvsem ta relacijski vidik mesta, podobno kot koncept prožnosti oziroma razvojne prožnosti, ki gre v bistvu onkraj razumevanja mesta kot izključno skupka nekih fizičnih prostorov in struktur. Za konec bi omenil še v bistvu pomen urbanističnega načrtovanja in upravljanja pri v bistvu upravljanju, oblikovanju in upravljanju skupnih mestnih dobrin. Kot verjetno veste, urbanizem mogoče ni samo neka tehnična dejavnost, ampak je dejansko tudi neka politična dejavnost, ki ima v bistvu moč oziroma nalogo po svoje usmerjati, komu bomo v mestu namenili prednost, javnemu, zasebnemu, skupnemu, kakorkoli. Tako da v bistvu jaz osebno vidim urbanizem kot nek način upravljanja družbeno-političnih silnic v prostoru, ki se pravi presega zgolj ta tehnični vidik. Se pravi, urbanistična stroka naj bi svojo moč ali pa svoje znanje usmerjala v to, da v bistvu teoretična dognanja spravi v prakso in nekako zagovarja javni interes. Tem se v bistvu urbanizem tudi ključno razlikuje od arhitekture, ki v bistvu, kot vemo, sploh trenutno je precej vpeta v tržne sile. Pogosto pa je v bistvu nekako vloga urbanistov premajhna ali pa celo kontraproduktivna, kar lahko vodi v bistvu do zanemarjanja javnega interesa v korist zasebnih interesov. Zdaj, upravljanje skupnih dobrin v mestih v nasprotju s tem zahteva tudi neke inovativne urbanistične pristope, ki presegajo tradicionalno dihotomijo med javnim in zasebnim in vključujejo v bistvu kolektivno upravljanje in skrbstvo ali pa skrbništvo v bistvu teh prostorov. Tako upravljanje v bistvu zagotavlja, da imajo vsi uporabniki besedo pri upravljanju teh prostorov in da se s tem v bistvu spodbuja nek občutek pripadnosti in odgovornosti med člani te skupnosti. To se lahko v urbanizmu recimo ali pa s pomočjo urbanizma doseže predvsem skozi neke participativne načrtovalske procese, kjer v bistvu različne lokalne pobude in ostale skupine delujejo znotraj pač naprej določenih mogoče ali pa tudi sproti prilagodljivih političnih okvirjev, ki v bistvu ne bi stremeli k temu, da se kakovost mesta, kakovost življenja v mestu na nekem tem lokalnem nivoju izboljša.
Zdaj, se pravi, urbana prožnost in koncept skupnih mestnih dobrin bosta se pravi sestavljala konceptualni okvir, preko katerega bom v bistvu zdaj skušal analizirati vzroke in posledice različnih urbanih transformacij v Ljubljani od druge svetovne vojne naprej. Začel bi z tako imenovanim socialističnim mestom. Med drugo svetovno vojno je Jugoslavija oziroma pač Federativna socialistična republika Jugoslavija, del katere je bila tudi Slovenija, kot v bistvu dežela, okupirana strani tako fašistične Italije kot nacistične Nemčije, doživela neko vsesplošno uničenje stanovanjskih, industrijskih objektov, pa tudi ostale grajene infrastrukture. Zdaj, ena izmed prednostnih nalog novega socialističnega režima pod vodstvom Zveze komunistov je bila obnova mest in zagotovitev stanovanjskih kapacitet za delovno ljudstvo. Stanovanjske politike so bile usmerjene predvsem v reševanje predvojnih stanovanjskih stisk in pa v bistvu reševanje oziroma naslavljanje hitre urbanizacije, ki je bila po eni strani posledica deagrarizacije na podeželju in pa hitre urbanizacije mest. Slovenija in Ljubljana pri tem nista bila nobeni izjemi, čeprav je bila mogoče stopnja priseljevanja v mesta malenkost manjša kot pa v nekih drugih jugoslovanskih mestih, kot sta na primer Beograd in Zagreb. Jugoslovanska ustava je praktično od samega začetka zagotavljala pravico do stanovanja in je videla gradnjo stanovanj kot ključen način za izboljšanje bivalnih pogojev delavcev, za povečanje njihove storilnosti in za neko splošno gospodarsko rast. Situacijo je sprva reševala z naseljevanjem ljudi v obstoječa, se pravi že zgrajena naselja, pa tudi v bistvu v naseljevanje v tista malo večja, že naseljena stanovanja. Mogoče starejše generacije se še spomnejo, kako so v njihove domove tik po vojni v bistvu praktično čez noč prišli neki popolni neznanci, ki jih je država za neko obdobje tam naselila, dokler se jim ni pač poiskalo bolj ustreznih bivalnih pogojev. Kasneje se je oblast s problemom pričela soočati tudi z organizirano gradnjo javnih stanovanj. Za nacionalizacijo med leti 46 in 55 so odpravili zasebno lastništvo večjih kmečkih zemljišč, na katerih so kasneje v bistvu gradili nova stanovanja. Odlok o nacionalizaciji najemnih zgradb in zemljišč leta 58 pa je v bistvu recimo v Ljubljani občinam omogočil združevanje teh zemljišč in nekako delitev na stavbne otoke, na kjer so potem zrasle v bistvu soseske. V tej prvi fazi, ki lahko rečemo mogoče bolj centralistična, obdobje centralističnega odločanja in načrtovanja, država v bistvu ni dohajala zares naraščajočih potreb po stanovanj, začela je spodbujati podjetja in zavode, da se lotijo reševanja stanovanjskega problema za svoje delavce, in to je ponavadi rezultiralo v nekih stanovanjskih naseljih, ki pa so v večini primerov vladi v bistvu nekako prepoznavno po neki uniformnimi tipi stanovanjskih stavb, običajno brez nekega spremljevalnega programa, kot so šola, trgovina, razni servisi. In ta naselja so bila precej tudi fragmentirana, brez nekega širšega razvojnega načrta in načrta njihove v bistvu povezave s preostalimi deli mesta. Zdaj v drugi polovici 50-ih let pa se je v bistvu precej močno začel zviševati življenjski standard ljudi in to obdobje je nekako zaznamovala v bistvu močna državna podpora organizirani stanovanjski gradnji in neki razvoju neke bivanjske kulture. Pomemben mejnik v tem smislu je predstavljala organizacija Vsejugoslovanskega posveta in razstave Stanovanja za naše razmere leta 1956 v Ljubljani, ki je nekako imela cilj načrtovati ali pa postaviti teoretsko podlago za načrtovanje stanovanj za sodobnega človeka. V naslednjih letih je prišlo v bistvu do neke pomembne decentralizacije urbanističnega načrtovanja in stanovanjske gradnje, ki se je dogajala nekako vzporedno s prehodom na samoupravni socialistični sistem. V tem obdobju so bili ustanovljeni različni urbanistični inštituti, kar je v bistvu lokalnim oblastem omogočilo neko večjo odgovornost in vlogo pri prostorskem načrtovanju.
Zdaj, za razvoj jugoslovanskih in slovenskih mest je predvsem pomemben teoretski koncept mesta sosesk, ki se nekako skozi širši strukturni princip združujejo z ostalimi mestnimi naselji. Zdaj, koncept soseske se je v svetu v bistvu začel razvijati potem, ko so prvi zahodni urbanisti nekako v drugi polovici 19. stoletja pričeli naslavljati negativne učinke vse hitrejše industrializacije in z njo povezano nenadzorovano rast mest. Po drugi strani pa je koncept soseske nastal tudi kot nekakšen odgovor na nenadzorovano razpršeno gradnjo na obrobjih mest. Eden izmed prvih, ki je v bistvu stanovanjsko sosesko dejansko opredelil kot neko robustno urbanistično teorijo, je bil Ebenezer Howard, ki je leta 1898 predstavil koncept vrtnega mesta. To mesto naj bi bilo nekakšno samooskrbno območje, ki je sestavljeno iz različnih stanovanjskih, kmetijskih, industrijskih površin oziroma podobmočij in v bistvu naj bi se razvilo nekako že na obrobju obstoječega mesta. Nekako naj bi naseljevali približno 30.000 ljudi, ki bi bili razdeljeni v bistvu v 6 sosesk po 5.000 ljudi. Zdaj, pojem stanovanjske soseske oziroma neighborhood unita pa je potem v 20. letih prejšnjega stoletja razvijal predvsem ameriški urbanist Clarence Perry, ki je v bistvu Howardovo idejo nekako nadgradil v sklopu regionalnega načrta za New York. Kot osrednjo enoto mesta je določil prav sosesko in njeno velikost je določil v bistvu z razdaljo med bivalnimi enotami in osnovno šolo, ki je v bistvu predstavljala nekako središče te soseske. Poleg šole je bila tudi v bistvu nek skupnostni center oziroma community center in ta razdalja v bistvu med središčem mesta oziroma soseske ni smela biti od nobenega stanovanja večja od 500 metrov, kar je bila v bistvu po njegovi oceni neka pot ali pa razdalja, ki jo lahko predvsem otrok lahko upravi sam. In zaradi tega je bilo pri v bistvu zasnovi te soseske oziroma tega koncepta soseske posebna pozornost namenjena predvsem pešcem in v bistvu nekemu sistemu peš poti, ki je bil popolnoma ločen od cestnega omrežja. Tudi v tej soseski naj bi bivalo približno 5.000 ljudi. Zdaj, na podlagi podobnih principov pa so se kasneje razvijala tudi mesta v Skandinaviji, predvsem na Švedskem. Regionalni plan za Štokholm iz leta 1952 je predvidel v bistvu gradnjo nekih samozadostnih satelitskih mest na obrobju in na podlagi enega izmed najbolj znanih primerov tazga mesta, Vällingby, se je kasneje v bistvu uveljavil vzorčni primer mesta v malem oziroma tako imenovanega ABC mesta. In to ABC mesto je v bistvu v nasprotju s funkcionalističnim mestom, modernističnim mestom, mogoče združuje, namesto razločuje delo, bivanje, komercialne dejavnosti, pa tudi v bistvu površine za preživljanje prostega časa. Temu nekako sledi tudi raznolikost programa in stanovanjskih tipologij, kar naj bi v bistvu omogočilo neko raznoliko družbeno strukturo soseske. Pri tem pa je bil v bistvu velik pomen tudi dan na krajinsko oblikovanje zunanjih površin in na tako imenovano človeško merilo. Zdaj, za vpeljavo koncepta soseske v Sloveniji so bili pomembni vsi te trije predstavljeni koncepti, ampak najpomembnejši je bil sigurno švedski vzor, ki se je v bistvu k nam širil prek različnih tujih revij, pa tudi izobraževanj slovenskih v bistvu arhitektov in urbanistov. Kasneje je nekakšen teoretski aparat jugoslovanske soseske so v bistvu sestavljale predvsem teoretične študije v seminarju profesorja in arhitekta Edvarda Ravnikarja na ljubljanski fakulteti za arhitekturo, ki so v bistvu te tuje koncepte začele nekako prevajati v naš lokalni kontekst. Njegovi študenti so kasneje v bistvu zelo pomembno sooblikovali jugoslovansko in slovensko stanovanjsko politiko in urbanistično politiko ter razvoj, pri čemer so bile v bistvu rešitve vedno osnovane na nekih znanstvenih spoznanjih in na sodelovanju različnih strok. Zdaj, v Ravnikarjevem seminarju so leta 1958 zasnovali tako imenovano idealno stanovanjsko sosesko za 5.000 prebivalcev, ki jo vidite v bistvu na tej sliki. Znotraj soseske so se v bistvu nahajala neka manjša, recimo temu, sosedstva, ki pa so v bistvu skupaj tvorila
neke večje, mogoče četrti, ki so se organizirale okoli večjih družbenih centrov. Sosesko so sestavljale v bistvu stanovanjske stavbe različnih tipologij, od stolpnic do vrstnih hiš. Pomembne so bile v bistvu tudi nekako oblikovanje parkovnih in ostalih zelenih površin, pa tudi različni tipi javnih stavb oziroma zgradb, ki so skupaj z nekim hierarhičnim sistemom ulic in poti tvorile v bistvu središče oziroma nekako srce te soseske. Ta model idealne soseske je kasneje služil v bistvu kot podlaga za načrtovanje stanovanjskih sosesk ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po Jugoslaviji, vključno z večjimi mesti, kot so Zagreb, Beograd, Split, Podgorica in tako naprej. Zdaj, prve stanovanjske soseske so se v Ljubljani začele nekako graditi v koncu 60. let. Leta 65 je Ljubljana v bistvu dobila svoj prvi generalni urbanistični plan. Stanovanjske soseske v bistvu so bile v tem GUP-u predvidene kot osnovni element organizacije mesta in novega urbanističnega načrta po zidavi Ljubljane. Zdaj, najintenzivnejša gradnja blokovskih stanovanjskih sosesk je značilna za 60., 70. in prvo polovico 80. let, ko je v njih stanovala praktično tretjina prebivalstva. Najvišji obseg je gradnja dosegla med leti 75 in 85, ko je bilo v bistvu v celotni državi zgrajenih med 8.000 in 110.000 stanovanj na leto, samo v Ljubljani recimo med 1500 in 2500. Če bi to primerjali s trenutnimi številkami, bi bila razlika zelo velika, ne vem pa to natančnega podatka. Zdaj, ljubljanske soseske so iz druge polovice 20. stoletja so bile v bistvu, kot mogoče tukaj vice, so sledile tej zvezdasti oziroma krakasti zasnovi mesta in so bile načrtovane v bistvu policentrično ob glavnih mestnih vpadnicah. Tukaj, tukaj in tukaj. Za razliko od Beograda in Zagreba, kjer se je v bistvu kasneje sta se vzpostavila neka dva centra mesta, stari in novi, je Ljubljana na ta način v bistvu ni dobila samo programske, ampak tudi pomembno prostorsko dopolnitev močno načetega mestnega tkiva. V raznih člankih, študijah, poročilih, ki so bili pogosto priloženi tem zazidalnim predlogom sosesk, je mogoče zaslediti tudi precejšnjo kritiko modernističnih načel v projektiranju, predvsem pretiranega funkcionalizma in uniformne gradnje. V teh študijah se pa na primer pojavljajo tudi ideje po humanizaciji naselij z neko gosto pozidavo in pa v bistvu neki sodobni urbanistični koncepti, ki bi jih lahko poimenovali kot interdisciplinarni, celostni, pa tudi recimo oblikovanje urbanega prostora po meri človeka oziroma skupnosti ali pa celo ureditev nekih 10-15 minutnih mest. Mogoče za lažjo predstavo še nekako lokacija teh sosesk v mestu, se pravi, soseske so v tej roza krogcih. Se pravi, kakor vidite, so se nekako locirale oziroma gradile v bistvu na takratnem obrobju mesta, kar je bilo v bistvu nekako značilen pristop za socialistična mesta, neke vrste v bistvu namerna ali pa pol suburbanizacija. V današnjem predavanju bom kot študijo primera vzel Šišensko sosesko 6 v mestni četrti Šiška na severozahodnem delu Ljubljane. Šiška je bila v preteklosti v bistvu predmestje, vaško predmestje, recimo Ljubljane. Znana je bila kot območje, ki je v bistvu s predelki polj in njiv oskrbovalo meščane. Prvič je bila omenjena že leta 1308, v drugi polovici 20. stoletja pa v bistvu doživi neko veliko transformacijo in se iz predmestnega naselja z vaškim značajem, strukturo po tem generalnem urbanističnem programu z zgoščevanjem predvsem ob Celovški cesti spremeni v območje velikih stanovanjskih sosesk in se na ta način nekako spoji z preostalim mestom. Od leta 52 do 94 je bila Šiška ena izmed 5 ljubljanskih občin, ki so sestavljale v bistvu mestno družbeno-politično skupnost. O tem bom malo več povedal kasneje. Danes pa je v bistvu Šiška nekako znana kot četrtna skupnost Šiška, ki obsega večino mestne četrti in šteje približno 36.000 prebivalcev, kar znaša približno 10 do 15% vseh prebivalcev Ljubljane.
Zdaj, zazidalni načrt za Šišensko sosesko 6 je bil narejen leta 1965 in je bil v bistvu eden prvih, ki je bil v popolnosti usklajen z nedavno sprejetim GUP-om. Urbanistični načrt sta izdelala urbanista Janez Vovk in Aleš Šarc, arhitekturno zasnovo pa znan slovensko-srbski arhitekt Ilija Arnautovič. Soseska se je zgradila v bistvu na 36 hektarjih kmetijskih površin in je bila načrtovana za 10.000 prebivalcev. Naročnik je bila takratna občina Šiška, gradilo pa je združenje Gipos. Soseska je bila v bistvu prelomnega pomena, predvsem zato, ker gre za prvi primer realizacije soseske kot zaključene urbanistične enote po teh principih preomenjene idealne soseske. Zasnovana je bila v bistvu v sklopu nekih manjših sosedstev, ki so bili oblikovani v bistvu neke take podkvice in soteske in je v urbanističnem smislu predstavljala precej velik odklon od funkcionalističnih načel. Vovk in Šarc sta, kot vidimo lepo na tem, v bistvu na tej maketi, zasnovala neke vrste pahljačasto zasnovo soseske, ki jo opredeljuje v bistvu tudi višinsko, hierarhično strukturirana zasnova, ki se v bistvu od glavne vpadnice, kjer se nahajajo te stolpnice v nizu, nekako niža proti območju, kjer pa se nahajajo enodružinske hiše. Opredelila sta tudi zelo ekstenzivno mrežo pešpoti in urbanistične elemente nekega tradicionalnega mesta, kot so ulica, trg in nek pol zaprt in zaprt stavbni blok. V sklopu soseske se nahajata dva vrtca, in sicer tukaj in pa tukaj, tudi dva oddelka v bistvu šole, tukaj in tukaj, in pa vzgojni center, pri čemer v bistvu osnovne šole, kot po principih Clarence Perryja, niso od nobenega doma v bistvu oddaljene več kot 500 metrov. V središču soseske naj bi se poleg obstoječih trgovin in ostalih javnih storitev nahajala tudi kulturni dom s klubom in kinodvorana, ki pa v bistvu zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nikoli nista bila zares izvedena. Zelo strogo je bilo upoštevano načelo ločitve pešca in motornega prometa. Skoraj polovica vseh površin je bila namenjena pešcem in te površine zaznamujejo tudi v bistvu obsežne z trenutno sedaj debelim, visoko debelim drevjem, ki so v bistvu nekako sestavljajo pomemben del parkovnih površin z otroškimi igrišči in vrtovi. Odprte zelene površine v soseski ŠS6 danes spadajo v bistvu med lepše primere krajinskega oblikovanja javnih površin v Ljubljani. Zdaj v skladu z zidalnim načrtom leta 1956 so bile v bistvu vse te površine urejene kot javne površine. Na ta način so bile tudi financirane so bile iz javnih sredstev, zbranih na podlagi obveznih prispevkov in pa iz kupnin etažnih lastnikov. Občina in občinski skladi so pravico do uporabe zemljišč za časa gradnje soseske prenesli na graditelja soseske, preomenjeno združenje Gipos, to pa naj bi jih v bistvu po končanju gradnje moralo vrniti, do česar pa v bistvu nikoli ni prišlo in to je v bistvu v naslednjih desetletjih nekako povzročilo en velik problem, ki ga bom opisal malo kasneje. Čeprav v bistvu z nekaterimi pomembnimi odstopanji lahko stanovanjsko politiko v Jugoslaviji in v Sloveniji lahko razumemo kot nek izredno prožen primer urbanističnega načrtovanja, ki je v bistvu manj kot 30 letih od praktično popolnega uničenja v mestu uspelo organizirati gradnjo večjih stanovanjskih sosesk in precejšnjemu številu ljudi iz vseh v bistvu družbenih slojev nekako zagotovila relativno visoko kakovost bivanja v mestu. Načrtovalci v bistvu teh sosesk niso razumeli samo kot neko spalno naselje, ampak so poudarili pomen integracije različnih funkcij, stanovanj, dela, prostega časa v neke enotne in prilagodljive urbane celote. To je potem omogočalo ustvarjanje nekih uravnoteženih in funkcionalnih urbanih okoljih, kjer so imeli prebivalci direkten dostop do praktično vseh potrebnih storitev in javnih prostorov znotraj svojih lokalnih okolišev. Vse to je v bistvu nekako spodbujalo socialno interakcijo med različnimi družbenimi skupinami in prebivalci, ki naj bi v bistvu tudi vodila do neke bolj pravične in enakopravne
uporabe prostorov. V soseskah, kot je Šišenska soseska 6, so bile predvsem zunanje površine pogosto upravljene tako, da so spodbujale občutek solidarnosti in nekega kolektivnega skrbništva skupnih mestnih dobrin in so imeli v bistvu prebivalci neposredno vlogo pri njihovem upravljanju in vzdrževanju. Zaradi tega bi lahko tudi rekli, da so nekako predstavljale precej dober praktični približek nekih ostroumnih načel. Proti koncu 20. stoletja so radikalni urbanisti in urbani teoretiki, kot so Henri Lefebvre, David Harvey, Emmanuel Castells, Peter Marcus, uvedli neke nove pristope k analizi kapitalističnega značaja sodobnih urbanizacijskih procesov in transformacij. Po njihovem mnenju so bila v bistvu sodobno mesta neke prostorske materializacije kapitalističnega načina proizvodnje, zlasti kopičenja presežnega kapitala. Predlagali so, da je treba mesta razumeti v nekem makrogeografskem kontekstu, opredeljenem z nenehnim razvojem in prostorsko širitvijo kapitalizma. Urbanizacija je na ta način v bistvu dobila osrednjo vlogo v nenehni proizvodnji in preoblikovanju kapitalističnih socioprostorskih konfiguracij. Zgolj v nekaterih regijah na svetu je bila v bistvu uvedba kapitalizma kot prevladujočega družbeno-ekonomskega sistema bolj vseobsegajoča kot v državah srednje in vzhodne Evrope. Prehod teh držav v tržno usmerjene demokratične družbe po padcu državnega socializma je večinoma vodila neka neoliberalna ideologija zmanjševanja vloge države in v bistvu omogočanja silam nereguliranega prostega trga, da prestrukturirajo neka razpadajoča socialistična gospodarstva. Čeprav so bile v bistvu različice urbanega prestrukturiranja v postsocialističnih mestih teh držav v bistvu zelo različne, predvsem zaradi različnih nacionalnih, lokalnih, regionalnih okvirjev in politik, je primerjava med njimi v bistvu lahko služi kot neke vrste opomnik, da so vprašanja prostorske preobrazbe med seboj zelo podobna, ne glede na različne nacionalne kontekste. Največja razlika je v bistvu predvsem v trendih urbane, kako se v bistvu v hitrosti nekako spreminjanja urbanih transformacij, bolj kot njene v bistvu usmerjenosti in končnih nekako rezultatov. Urbanist Zeleni trdi, da je v bistvu varno predpostavljati, da je globalizacija in internacionalizacija postsocialističnih mest v kapitalističnem smislu nekako postavilo v globalni sistem tudi v bistvu njihove urbane prostore in četrti. Od nekega paradigmatskega premika so se nekateri trendi s časoma utrdili, nekateri so izginili v nekem burnem obdobju 90-ih let, nekateri so se razvijali bolj postopoma, drugi pa se v bistvu nekako pojavljajo šele zdaj. Zdaj obseg, vzorci, narava teh postsocialističnih, kapitalističnih urbanih transformacij, ki so in se še naprej nekako vplivajo na življenja več kot 200 milijonov ljudi in to je v bistvu tisto, kar dela te trende pomembne za raziskovati. Da bi lažje razumeli te večplastne vzorce, moramo v bistvu najprej razumeti najpomembnejše politične, ekonomske in gospodarske vidike, ki so nekako tlakovali pot za preobrazbo teh mest. Kljub temu, da so državne in regionalne oblasti v prvih letih postsocialistične transformacije, da so se nekako trudile oblikovati naravo in obseg usmerjenja urbanega razvoja znotraj tržnega gospodarstva, so pri tem pogosto imele težave. Veliko raje so se posluževale tako imenovanega laissez-faire pristopa k urbanemu razvoju in v bistvu prepuščale lokalne oblasti povsem same sebi, in ki so imeli zelo velike težave pri poskusu obvladovanja fizičnega in družbeno-ekonomskega propadanja mest v tem tranzicijskem obdobju. Še več, tak model urbanega razvoja je bil pogosto sprejet kot nek nujen protistrup socialistični, totalitarni preteklosti. Odsotnost strategij za obnovo stanovanj, za urejanje posledic deindustrializacije, za razvoj infrastrukture in ohranjanje kulturne dediščine je bila pogosto opravičena s kroničnim pomanjkanjem javnih virov financiranja.
Medtem so različne zasebne interesne skupine izkoristile to odsotnost ustrezne regulacije in v bistvu našle možnost za dobiček tudi v sferi urbanega razvoja, kar prej dejansko ni bilo mogoče. Deregulacija je na ta način vodila v neko popolno fragmentacijo urbanega tkiva in v razvoj mest brez kakršnihkoli koherentne logike in strategije. Neki najbolj značilni trendi kapitalistične urbane transformacije v postsocialističnih mestih so predvsem reforma stanovanjske politike, ki je ponavadi pomenila državno privatizacijo, državno vodeno privatizacijo stanovanjskega fonda, potem komercializacija mestnega središča in mestnih obrobij, rast potrošništva, stanovanjska in komercialna suburbanizacija, propad socialističnih stanovanjskih naselij, pojav tako imenovanih brownfieldov in spremembe v družbeno-prostorski strukturi mest. Poleg tega so bila odprta skupna območja tudi razparcelirana, privatizirana in razvita s programi, za katere je bilo ocenjeno, da so prej manjkali, se pravi neka stanovanja višjega kakovostnega razreda, neki poslovni prostori, trgovine, prostori za prosti čas, banke, prostori za igre na srečo, verske ustanove in tako naprej. V nekaterih regijah, naprimer v nekaterih delih bivše Jugoslavije, je bilo to obdobje zaznamovano tudi z obdobje oboroženega nasilja, mednarodnimi sankcijami, revščino, kar je v bistvu povzročilo eksplozijo neformalnega sektorja, barakastih naselj, črnega trga, nezakonite gradnje in kriminala. Čeprav je bila Slovenija politično in geografsko povezana predvsem z nekdanjo Jugoslavijo, del katere je bila v bistvu njena postsocialistična tranzicija v Sloveniji v mnogih pogledih drugačna in verjetno bolj primerljiva z nekimi drugimi državami v regiji. Posebnost tranzicije ne bi bilo mogoče videti v neki drugačni politični in gospodarski rekonstrukciji države v prvem desetletju tranzicije, ki jo je v veliki meri vodil nek socialdemokratski razvojni model, ki je zagotovil, da so nekatera ključna strateška podjetja, banke, javni servisi ostali v večinsko državni lasti. In ta relativna odsotnost neke šok terapije je v mnogih pogledih ustvarila podobo uspešne postsocialistične tranzicije, ki se je izognila hujšim socialnim učinkom, ki jih je bilo mogoče opaziti v ostalih postsocialističnih državah. Kljub temu pa so v bistvu neki sprejeti zakoni, ki so bili namenjeni predvsem polnjenju državne blaginje in izboljšanju izčrpanih državnih podjetij, že prispevali k radikalnim spremembam v urbani strukturi. En izmed takih primerov je predvsem privatizacija fonda družbenih stanovanj. V sklopu ustavnih reform po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 država v bistvu ni bila več dolžna zagotavljati pravice do stanovanj, ampak je v bistvu morala nekako ustvarjati pogoje, ki potem posameznikom omogočijo, da sami v bistvu za stanovanje poskrbijo samostojno. V skladu s tako imenovanim Jazbinškovim zakonom, ki so bila v bistvu vsa družbena stanovanja za prodajo ponujena dotedanjim najemnikov, ki so tudi imeli v bistvu predkupno pravico za njihov nakup, cene in pogoji prodaje pa so bili pogosto zelo, zelo ugodni. Na eni strani je ta razprodaja praktično čez noč rešila stanovanjski problem skoraj celotni generaciji in rezultirala v eni najvišjih stopenj lastništva stanovanj v razvitem svetu, kot vidite na tem grafu. Iz 67% leta 1991 je ta odstotek poskočil na 89% oziroma po nekih ocenah celo nad 90% leta 1994. Po drugi strani pa je kasneje pomenila v bistvu tudi enega izmed glavnih izvorov trenutne stanovanjske krize za generacije, ki so prišle za to generacijo, pa tudi različnih marginaliziranih družbenih skupin in preseljencev. Te skupine so praktično čez noč ostale brez trga najemnih stanovanj. Zdaj, s časoma se je situacija razvila tudi v ustvarjanje ugodnih pogojev za vlagatelje v nepremičnine, ki so stanovanja obravnavali predvsem kot naložbo in ne kot neko temeljno človekovo pravico. Z utrjevanjem prevlade zasebne lastnine v stanovanjskem sektorju in diskreditacijo vseh drugih oblik bivanja je v bistvu privatizacija dejansko pomenila enega izmed prvih otipljivih učinkov neoliberalne urbane transformacije, ki je neposredno vplivala na precej velik odstotek nacionalnega prebivalstva.
Drugi izmed teh osrednjih procesov urbane transformacije v slovenskih mestih pa je bila pospešena in pogosto nenadzorovana suburbanizacija. Proces suburbanizacije v tem obdobju je bil gnan predvsem z gradnjo nove avtomobilske infrastrukture in da bi zagotovili podporo hitrejšemu gospodarskemu razvoju, se je v bistvu povečana investicija v modernizacijo cestne infrastrukture zdela neka najhitrejša, najenostavnejša, najlažja pot za zagotavljanje dobre mobilnosti prebivalstva. Druga prometna omrežja so prejela v bistvu bistveno manjšo podporo, kar je še dodatno spodbujalo zasebni motoriziran transport. Zdaj, poleg stanovanjske suburbanizacije je hiter razvoj avtomobilske infrastrukture omogočil tudi komercialno suburbanizacijo. V obliki velikih potrošniških območij na robovih večjih mest, zlasti pa v Ljubljani, to so bila neki veliki trgovski centri, kinokompleksi in ostale dejavnosti, ki so nastajale na območjih, ki so se prej uporabljale za druge manj donosne dejavnosti in storitve. Kljub pomanjkanju kakršnekoli neke ambientne kakovosti ali pa arhitekturne kakovosti so se v bistvu ta območja izkazala za izjemno uspešna v novih okoliščinah te spontane tržne konkurenčnosti in individualizacije. Zdaj, procesi stanovanjske in komercialne suburbanizacije so imeli v bistvu na srednji rok in na dolgi rok predvsem negativne učinke. Suburbanizacija na eni strani povzročala okoljsko degradacijo primestnih in obmestnih območij, po drugi strani pa je praznila mestne četrti, ki so bile zdaj zanemarjene in zapuščene. Velika reorganizacija v tem času, ki pa je pogosto mogoče spregledana, pa se je zgodila tudi v smislu upravljanja mesta. Konec leta 1994 je bila izvedena obsežna reforma lokalne uprave oziroma samouprave, pri čemer je bilo po ustavni določitvi med centralnimi in lokalnimi funkcijami urejanje lokalnih zadev predano v roke občin. To je pomenilo, da so občine postale odgovorne tudi za prostorsko načrtovanje in upravljanje javnega stanovanjskega fonda, kar je od njega še ostalo, kar je v bistvu občinskim oblastem omogočilo večji nadzor nad razvojem njihovih urbanih okolij. No, v primeru Ljubljane pa je reforma uvedla precej bolj centraliziran model upravljanja. Prejšnja delitev je bila v bistvu po prejšnji delitvi je bila uprava razdeljena, kot sem omenil že prej, na 5 občin, od katerih je vsaka imela neko svojo lokalno upravo in je bila relativno neodvisna pri odločanju in financiranju o odločitvah povezanih z urbanim razvojem. Ta v bistvu struktura se je nadomestila z sistemom centralne mestne uprave in 17 četrtnimi skupnostmi, ki pa v bistvu od te reforme dalje so bile odgovorne le še za reševanje nekih lokalnih zadev in za izvajanje dejavnosti v okviru zmožnosti mesta. Ta reforma, podprta z argumentom zagotavljanja bolj usklajenega pristopa k razvoju mesta, je v bistvu pustila lokalno pomembna in specifična vprašanja, povezana s kakovostjo življenja v posameznih mestnih četrtih in soseskah, pogosto nerešena. Poleg tega je omejevanje četrti v njihovih v primerjavi z njihovimi nekdanjimi zmožnostmi dejansko preprečila, da bi igrale aktivno vlogo pri razvoju svojih okoljih in jih nekako postavilo v zelo podrejen položaj, iz katerega so bile dejansko nesposobne kakršnega koli lokalnega upravljanja. Zadnja izmed urbanih transformacij, ki jo bom omenil v tem sklopu, pa je bila razgradnja koncepta idealne soseske, tako v urbanističnem kot upravljalskem in zemljiško-lastniškem smislu. Prej sem na hitro omenil, da so velike stanovanjske soseske že za časa njihove realizacije v bistvu niso bile izvedene v celoti. Razlogi za to so bili predvsem v pomanjkanju denarja. Največji vpliv na nižanje kakovosti življenja v teh soseskov v zgodnjem tranzicijskem obdobju je bil predvsem manko načrtovanja komercialnih dejavnosti in družbenih vsebin. Tiste komercialne dejavnosti, ki pa so bile realizirane, pa v bistvu niso bile več konkurenčne novim trgovskim centrom in so se zapirala praktično kot pod tekočem trakom. Vzporedno z razprodajo družbenih stanovanj se je v soseskah vse bolj nekako izgubljal pomen druženja in srečevanja prebivalcev in s tem tudi njihova funkcija zaokrožene celote v velikem mestu,
za katero ne bi bili značilni dobri medsosedski odnosi. Zaradi te atomizacije družbe in izginjanja javnega programa so soseske postale oziroma se spremenile v spalna naselja. Velike spremembe so se zgodile tudi v smislu upravljanja posameznih stavb in zunanjih površin. Upravljanje stavb so prevzeli novi zasebni upravljalci, ki so zamenjali občinske službe. Moč stanovancev in njihovih hišnih svetov se je v bistvu kljub nadaljnjemu obstoju korenito zmanjšala. Do največje spremembe pa je prišlo v bistvu v kontekstu zunanjih površin. Leta 1997 je bil sprejet zakon, ki je na podlagi lastninjenja nepremičnin v družbeni lasti, na podlagi katerega se je v bistvu dotedanja pravica do uporabe zemljišč pretvorila v lastninsko pravico. Na podlagi tega je v soseskah potekala obsežna privatizacija zunanjih površin, ki so bila prej v družbeni lastnini, in to je v bistvu, kot sem omenil že prej, v soseskah praktično predstavljalo vse zunanje površine, vključno s cestami, parkirišči, parkovnimi ureditvami, celo nekaterimi vrtovi posameznih stanovanj. In kljub temu, da so bile te površine urejene kot javne in so bile na ta način tudi financirane, so se zasebniki s pomočjo raznoraznih zemljiških mahinacij do njih uspeli dokopati. V primeru Šišenska soseske 6 se je v zemljiško knjigo kot lastnik zemljišč skoraj 90% vseh zunanjih površin uspelo vpisati v podjetje Gipos d.o.o., čeprav v bistvu te pravice sploh ni imelo. Kljub podobnemu imenu namreč ni bilo pravni naslednik SOZD Gipos, ki sem ga omenil prej, ki je sosesko gradilo in je bilo začasno zemljiško-knjižni lastnik zemljišč, po izgradnji katerih pa kljub drugačnemu dogovoru teh zemljišč ni nikoli vrnilo naročniku, se pravi občini Ljubljana Šiška. Ta novi Gipos d.o.o. je očitno za to izvedel in se uspel vpisati v zemljiško knjigo in na to v bistvu poceni in na to nekako ta zemljišča preprodal ostalim podjetjem, kljub temu, da za to sploh ni imelo zares pravne podlage. In ta primer je bil zgolj eden izmed mnogih, ki so pokazali na dejstvo, da je bila zemljiška knjiga v času tranzicije pogosto zlorabljena in v bistvu še danes ni pravilno ažurirana. Kljub nekim kasnejšim poskusom vzpostavitve reda so številne nepremičnine še danes knjižno neurejene, kar povzroča težave tako v pravnih kot upravnih postopkih. Danes v bistvu te površine še naprej ostajajo v zasebnih rokah zasebnih lastnikov, ki nekako skušajo koristiti na račun javnega dobra. V zadnjih desetletjih so povzročili že nemalo nekih težav, se so postopoma začeli izkazovati vse večje apetite po kapitalizaciji na teh površinah in na občine pritiskati, da jim v bistvu dovoli spremembo namenske rabe, ki bi jim omogočila bodisi gradnjo stanovanj ali pa nekih ostalih stavb za prodajo na prostem trgu. Tukaj na sliki v bistvu vidimo primer osrednje zelenice v Šišenski soseski 6, ki kot vidimo je praktično razparcelirana in je v bistvu v lasti različnih zasebnih podjetij, razen tega območja telovadnice in tega območja, ki pa je v bistvu v lasti občine, ki se je pa nekako uspela dokopati vsaj do teh zemljišč. Zdaj neke postsocialistično tranzicijsko obdobje v Sloveniji in Ljubljani je torej popolnoma porušilo ravnotežje med javnim, zasebnim in skupnim. V kontekstu konceptualnega okvira skupnih mestnih dobrin so največji razkroj doživele prav stanovanjske soseske. Privatizacija njihovih zunanjih površin in nadaljnja preprodaja sta samo še pospešila nekako erozijo skupnostnega upravljanja in povzročila rast špekulativnih praks, kar je pomembno zmanjšalo njihovo prilagoditveno sposobnost oziroma prožnost. Postsocialistična tranzicija in kapitalistična urbana transformacija pa sta dejansko razkrili veliko ranljivost teh sosesk in v njih nahajajočih se skupnih mestnih dobrin, ko se v bistvu te soočijo z dereguliranimi tržnimi silami in z nekimi neustreznimi regulacijskimi urbanističnimi okviri.
Zdaj, posledice laissez-faire pristopa k urbanemu razvoju v 90-ih letih so nacionalne in lokalne vlade od 2000-ih začele naslavljati z različnimi regulacijami za ublažitev naraščajoče urbane fragmentacije in za zagotavljanje stabilnejšega okolja za naložbe. Institucije so se ponekod ponovno okrepile, ampak proces oblikovanja politik v mnogih pogledih je ostal precej nedemokratičen. Razvoj zakonov je bil pogosto oblikovan od zgoraj navzdol s pristopom, ki je služil predvsem lastnim interesom birokracije, z malo priložnostmi za javni diskurs in za sodelovanje civilne družbe. Še več, ker so bile te urbane politike v bistvu pogosto sprejete nekako na vrhuncu širjenja neoliberalne ideologije v Evropi, v mnogih primerih niso zares uspele omiliti prevladujočega zasebnega interesa v mestih. Zdaj, neko standardizacijo urbanih politik okoli neoliberalnih ciljev lahko v kontekstu postsocialističnih mest centralne in vzhodne Evrope razumemo v bistvu kot njihovo končno preoblikovanje v kapitalistična mesta. Podobno kot zahodna mesta, v katerih Neil Smith opisuje sprejemanje intenzivnih kampanj osredotočenih na zaustavitev suburbanizacije in na spodbujanje urbane regeneracije, so se tudi postsocialistična mesta začela razvijati v skladu s temi novimi neoliberalnimi urbanimi politikami. Da bi ostala pred svojimi tekmeci, to so ostala mesta, s katerimi se borijo v bistvu za nekak položaj v neki globalni delitvi, v globalnem omrežju proizvodnje in potrošnje, morajo v bistvu mesta ustvarjati nove priložnosti za zasebne naložbe in privabiti različne mobilne družbene skupine, kot so razni japiji, kreativci, turisti, ki v bistvu pogosto delajo za ceno izseljevanja revnejših družbenih skupin. Zdaj, prelom tisočletja je v Sloveniji prinesel konec preomenjenega socialdemokratskega razvojnega modela, ki je kazal v bistvu nov pristop se je kazal preko vse večjega prizadevanja za izvajanje neoliberalnih reform, ki so bile začrtane z raznimi vzpodbudami strani Evropske unije in mednarodnih gospodarskih organizacij, kot so bili Svetovna banka in Mednarodni monetarni sklad. Čeprav je v bistvu država nekako beležila povečano gospodarsko rast, je bila nekako ta rast osnovana na kopičenju dolgov, ki so se hitro nabrali v zasebnem sektorju, predvsem v bistvu po pridobitvi dostopa do poceni kreditov na evropskih trgih. Pozitivno gospodarsko ozračje v Sloveniji je spodbudilo mestno občino Ljubljana, da je v bistvu kot skorajšnja evropska prestolnica uvede neke programe, politike in projekte, ki bojo potrebni za izboljšanje konkurenčnosti mesta. V naslednjih letih se tako oblikujejo nove medsektorske povezave in koalicije, ki naj bi v bistvu omogočile lažjo izvedbo velikih urbanih projektov kot gonilnih sil urbanega razvoja. Blaž Križnik recimo poudarja, da je bila nekako večina teh projektov oblikovanih v obliki oziroma v okviru javno-zasebnih partnerstv oziroma public-private partnerships in je izkazovala, citiram, instrumentalno usmerjenost k povečevanju konkurenčnosti in prepoznavnosti mesta. Čeprav je mesto še vedno doživljalo precejšno razvojno stisko, je v bistvu postopna uvedba takšnih politik in dogovorov že odražala nove oblike urbanega upravljanja, v katerih je bila civilna družba pogosto sistematično izključena iz procesov odločanja. Zdaj, najpomembnejše prestrukturiranje mestnega prostora in mestnega upravljanja v sodobnem času pa se je zgodilo po letu 2006, ko je takrat novo izvoljeni župan in nekdanji podjetnik Zoran Janković svojo administracijo začel preobrazbo Ljubljane v to, kar on pravi, najlepše mesto na svetu, in po več kot desetletju nekega kaotičnega urbanega razvoja in krčenja ter pomankanja naložb se nova lokalna oblast v bistvu odločila oživiti neke stagnirajoče mesto z spremembo pristopa k načrtovanju, upravljanju in reševanju urbanih izzivov na nek bolj strateški način. Te strategije so bila večinoma osnovane na povečevanju konkurenčnosti mesta in neki internalizaciji projektno usmerjenega tržno vodenega načrtovanja v velikem obsegu,
v poskusu privabljanja lokalnih in tujih vlagateljev za spodbujanje nekega upadajočega nepremičninskega trga je mesto v bistvu sprejelo tudi nov strateški načrt urbanega razvoja in praktično preuredilo celotno urbanistično dokumentacijo. Eden izmed ključnih dokumentov je bila vizija Ljubljane 2025, ki je na novo določila trende rasti mesta in ključne cilje urbanega razvoja, tako da je v bistvu identificiral lokacije nekih 20 strateških projektov. Pričakovano je bilo, da ko bojo te projekti nekako izvedeni, da se bojo njihovi pozitivni učinki nekako prelili tudi v njihove okolice oziroma po celotnem mestu. Ker v bistvu je ta vizija mesto razumela predvsem kot generator kapitala in se je osredotočila na oblikovanje specifične mestne znamke, lahko danes rečemo, da je bil v bistvu dokument neke vrste ključni mejnik v procesu popolne prilagoditve urbanističnega načrtovanja in upravljanja mesta neoliberalnemu kapitalizmu. Ko je svetovna gospodarska recesija leta 2009 močno prizadela tudi slovensko gospodarstvo, se je ta neoliberalni razvojni model malenkostno upočasnil. V bistvu je v Sloveniji nekako, in kot tudi marsikje drugje, ekonomska kriza v bistvu nekako vodila v propad celotnega gradbenega sektorja in zaradi raznoraznih dvomljivih političnih odločitev se v bistvu in slabega upravljanja javnih virov se je gospodarska kriza in bančna kriza sčasoma preoblikovala tudi v hudo politično krizo in kljub nekako močnemu vplivu državne oblasti, ki so nekako vključevale različne varčevalne ukrepe, so se slovenska mesta izkazala za nekoliko bolj odporna kot pa nacionalno gospodarstvo, vseeno pa so se v bistvu zaradi preveč optimističnih naložb v obdobju gospodarske rasti in pa zloma gradbene industrije številni ambiciozni urbani projekti praktično popolnoma zaustavili. Na njihovem mestu so se pojavile velike urbane praznine oziroma urbane brazde, ki so v prihodnjih mestih dodobra zaznamovali urbano krajino prestolnice. V poskusu, da bi nekako pomagali napolniti mestni proračun, so bile v bistvu praznine, ki jih vidite na tem lokacijo, katerih vidite na tej karti, nekako preurejene v začasna parkirišča, kar je mestno središče v bistvu privabljalo še večje število avtomobilov in je tako v bistvu bilo v popolnem nasprotju z lastno vizijo občine o okolju prijazni urbani mobilnosti in trajnostnemu urbanemu razvoju. No, v nekaterih drugih primerih pa so v bistvu bile te površine apropriirane strani različnih iniciativ, ki so v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom iskali nove vsebine za takšne degradirane urbane prostore. Taki projekti so v naslednjih nekaj letih zelo pomembno vplivali na povečanje ozaveščenosti o pomenu javne participacije v načrtovanju prostora in promocije nekih inovativnih pristopov upravljanja od spodaj navzgor. Med krizo se je v bistvu vizija Ljubljane 2025 zelo prilagodila in se osredotočila na izvedbo nekaterih prednostnih projektov, ki so bili v bistvu ocenjeni kot bistveni pri spodbujanju konkurenčnih prednosti mesta. Eden izmed teh je bila revitalizacija mestnega središča, ki je v bistvu z vrhuncem krize je bilo to območje, centralno območje podvrženo intenzivni prenovi z namenom, da bi v bistvu prebivalce pritegnili nazaj v mesto in nekako ponovno skušali spodbuditi lokalno gospodarstvo. Do leta 2012 je bil večji del programa uspešno izveden, s čimer se je v bistvu zgodovinsko jedro nekako osvobodilo motoriziranega prometa, izboljšala se je dostopnost za pešce in kolesarje in v bistvu v tistem času je center za neko kratko obdobje nekako ponovno zaživel in predstavljal nek zelo privlačno mestno območje. No, po drugi strani pa je prenova mestnega središča imela tudi precej negativnih učinkov. Slovenski raziskovalec Klemen Ploštajner, ki se naslanja nekako na Neil Smithovo teorijo Rent-gapa, pravi, da je bila transformacija usmerjena tudi k maksimiziranju menjalne vrednosti centralnih območij in uvedbi bolj donosne rabe zemljišč. Z izkoriščanjem nekih podjetniških koristi prenovljenega mestnega središča
je območje pričelo postajati sinonim za pretirano potrošnjo in komercializacijo javnega prostora in z razumevanjem turizma kot nekega ključnega instrumenta za privabljanje kapitala v mesto je Ljubljana sicer pospešila revitalizacijo nekih centralnih območij, ampak je zaradi vključenosti številnih komercialnih igralcev situacija prispevala tudi k izgubi lokalne identitete in ustvarjanju nekih urbanih enklav. Zato predavanje pa je mogoče še bolj zanimiva Ploštajnerjeva naslednja teza, ki govori o povečevanju razlik med središčem mesta in obrobjem. Ploštajner namreč trdi, da se, citiram, neenakomeren razvoj, ki je produkt in geografska predpostavka kapitalističnega razvoja, v tem mikrokozmosu Ljubljane izraža predvsem v kontrastu med mestnim središčem in obrobjem. V času povečanih naložb v mestnem središče je obrobje mesta, ki vključuje tudi velike stanovanjske soseske, trpelo zaradi pomanjkanja javnih naložb. Zemljevid in podatki, ki jih najdemo na tem slajdu, temu pritrjujejo. Nikšič je recimo v svoji analizi dostopnosti javnih prostorov v Ljubljani ugotovil, da je MOL občina v tistem času prednost dala v srednjemu mestnemu okrožju, kljub temu, da je predstavljalo zgolj 2% celotnega mestnega teritorija in manj kot 10% vsega prebivalstva. Čeprav se je MOL v prvem delu krize soočal s precejšnjimi proračunskimi rezi, se je v bistvu še naprej osredotočal na nekako podjetniško logiko vodenja upravljanja mest, tako da je v bistvu mesto začelo finančne vire iskati tudi neodvisno od države. Na ta način so zasebni investitorji in njegovi posredniki oziroma developerji dobili še večji pomen kot prej. Poleg tega so bila ta na novo oblikovana partnerstva pogosto predmet nekih neformaliziranih političnih postopkov, kar je v bistvu privedlo do zelo netransparentnih in demokratično vprašljivih procesov, ki so bili pogosto omadeževani tudi s sumi korupcije in nepotizma. No, kasneje se je tak tip urbanizma v stroki za tak tip urbanizma pri nas uveljavil izraz investitorski urbanizem, za katerega je značilno privabljanje zasebnega kapitala za praktično vsako ceno. Investitorjev se na podlagi nekih pogajanj omogoči sprememba namenske rabe in preostale urbanistične regulacije za uresničitev ciljnega projekta. Občina naj bi bila v zameno dobila neko stavbo ali pa dejavnost, ki je prav tako v njenem interesu, recimo hotel, pisarne, kongresne centre. Kljub temu, da so nekateri izmed teh projektov potencialno koristni za regeneracijo in zgoščevanje mesta na lokalni ravni, pa je njihova realizacija v mnogih primerih privedla tudi do marsikaterih pomanjkljivosti. Te so bile večinoma povezane predvsem s pomanjkanjem integracije teh območij v širše urbanistične ureditve in načrte, kar danes v bistvu povzroča nadaljnjo fragmentacijo urbanega tkiva v neke neodvisne, izolirane enote za izključno zasebne namene. Nedavno so se pojavili celo primeri, recimo temu varovanih sosesk, zagrajenih sosesk, kar se je še pred leti v Ljubljani zdelo praktično nepredstavljivo. Poleg tega za take projekte je značilno tudi pomanjkanje družbene infrastrukture in javnih servisov, zaradi katerih so okoliška infrastruktura in servisi še po toliko večjim pritiskom. Tudi v Šišenski soseski 6 je v bistvu investitorski urbanizem v zadnjem času nekako začel stegovati kremplje po odprtih zelenih površinah. Leta 2001 je v bistvu na pobudo večinskega lastnika zunanjih površin mestna občina omogočila spremembo namenske rabe na 4 lokacijah, ki jih vidimo tukaj, in v bistvu investitorju po dolgih letih prizadevanj in špekuliranja omogočila, da končno kapitalizira na podlagi tega javnega dobra v bistvu. V sklopu javne razgrnitve in razprave so se v bistvu stanovalci soseske samoorganizirali v nek delovni odbor za ohranitev zelenic in nekako pod svojo streho združili različne manjše uporniške akcije, ki so v soseski obstajale že vprej in so se nekako borile proti različnim posledicam, ki jih je prinesla privatizacija zunanjih površin. Kljub temu, da v bistvu da nekako občina ostajala neomajna pri temu, da te spremembe namenske rabe izloči
iz novega prostorskega načrta so potem v bistvu stanovalci s pomočjo nekih lokalnih urbanistov in arhitektov, pri katerih, kjer sem sodeloval tudi sam, nekako uspeli v bistvu prepričati ministrstvo, da teh sprememb ne dovoli. V sklopu v bistvu nekako prizadevanja za to smo organizirali razne skupnostne dogodke in posvete, ki so v bistvu ciljali k temu, da so povečevali nekako zaveščenost o pomenu zelenih površin kot nekih skupnih mestnih dobrin, ki imajo v bistvu ključno družbeno funkcijo in ekološko funkcijo sploh v kontekstu vedno večjih v bistvu posledic podnebnih sprememb. Vseeno pa smo se v bistvu v sklopu tega nekako boja nekako naučili marsikaj, tako dobrih kot slabih stvari, predvsem to, da v bistvu te neki uradni participativni mehanizmi v mestu, da so izredno pomanjkljivi in v bistvu so potrebni zelo radikalne reforme. Značilno je predvsem to, da v bistvu so neke odločitve med politično oblastjo in zasebnim kapitalom sprejete vnaprej, potem pa nekako ta javna razgrnitev, javna razprava služi zgolj kot neka iluzija sodelovanja oziroma participacije, kar je mogoče Sherry Arnstein že v 60. letih prejšnjega stoletja poimenovala kot navidezna participacija oziroma tokenizem. Kot druga stvar, spoznali smo v bistvu, da nekako obramba skupnih mestnih dobrin ne bi smela tako pomembno biti odvisna od samoorganizacije skupnosti. Po mojem mnenju bi mogla tukaj v bistvu, je tukaj zatejila predvsem stroka, ki je dejansko danes nesposobna na kakršenkoli način vplivati na politične odločitve občine in zasebnega kapitala. Kot tretja stvar, recimo v več mogoče političnih strank je v bistvu ta samoorganiziran odpor skušala izkoristiti za svoje politične interese. To jim na srečo na koncu ni uspelo in to smo videli predvsem tako, da določeni predstavniki, ki so sodelovali v tem odboru, v bistvu potem, ko so hoteli to izkoriščati za svoje politične ambicije, na koncu niso bili izvoljeni niti v četrtne svete. Kot četrto, v bistvu ta samoorganizacija oziroma samoorganiziran odpor je v bistvu potem, ko se je nevarnost odstranila, umaknila, ko so bili v bistvu te spremembe izločene iz urbanističnega načrta, se je zagon v bistvu zelo upadel, kar nekako priča o zelo reaktivni naravi takih iniciativ, ki se v bistvu nekako vedno znova odzovejo na probleme, namesto da bi v bistvu naslavljale te probleme v srčiki recimo oziroma pri svojem izvoru. In kot zadnje, Šišenska soseska 6, v bistvu kljub neki mogoče drugačni predstavi, je še vedno zelo individualizirano območje in pa prostor oziroma celo neka trdnjava privatnih lastniških interesov. Take zadeve se vidijo sicer v majhnih, a zelo pomembnih spremembah originalne zasnove soseske, recimo, da se zapirajo skupni koridorji, da se zakoličujejo parkirišča, da se zaklepajo celo tako osnovne zadeve, kot so kontejnerji za smeti. Za zaključek mogoče bi omenil samo še neke stvari, se pravi, javni prostori in skupne mestne dobrine v Ljubljani so ključne za neko družbeno interakcijo, pa tudi za v bistvu blaženje podnebnih sprememb. Kot pa vidimo, so danes v bistvu zelo ogrožene strani privatizacije in pa tudi zaradi slabega vzdrževanja. Zdaj, med zadnjo gospodarsko krizo so različne skupine nekako pokazale neko pot, neko novo pot, kako bi lahko trajnostno načrtovali mesta od spodaj navzgor in nekako zagotovili bolj mogoče pravično upravljanje skupnih mestnih dobrin. Kot vidimo, so skupne mestne dobrine v času v bistvu hitre kapitalistične transformacije mest zelo ogroženi, zato rabimo v bistvu tudi neke nove pristope k temu, kako bi lokalne participatorne iniciative, ki se nekako združujejo okrog teh skupnih mestnih dobrin, nekako
dvignili na višji politični nivo in dodali jim večjo vrednost. Pri tem imamo v bistvu veliko vlogo tudi urbanisti, ki moramo nekako stopiti iz svojih slonokoščenih, birokratskih, teoretičnih pa tudi projektantskih stolpov in dejansko ponuditi neke nove načrtovalske paradigme, znotraj katerih bo to omogočeno. In po mojem mnenju so soseske, kot je Šišenska soseska 6, lahko pomenijo neko dobro testno okolje za neke bolj kolektivno in vključujoče načrtovanje in upravljanje mest. S tem bi se vam zdaj zahvalil in dokončal s svojim predavanjem. Se opravičujem za malenkost daljšo zadevo. Upam, da nam ostane še nekaj časa za vprašanja in za kratko debato. Hvala. Hvala.